V vetrovnik zlijemo polno vedro vode. Kaj se zgodi z vodo v vetrovniku? A. Gmota vode pade na dno vetrovnika. B. Gmota vode lebdi v zraku. C. Tvorijo se majhne kapljice. Ali D. Naredi se meglica oziroma oblak. Gmota vode pade na dno vetrovnika. A damo to. Nekaj sekund. Dvakrat odgovor A. Gmota vode pade na dno vetrovnika. Vijoličasti, kako ste prišli do tega odgovora? Pravzaprav smo izločali, pa smo se posvetovali med sabo, pa smo se vsi strinjali. Da, skratka, gmota vode kar pade na dno vetrovnika. Kaj pa vi, Rumeni, kako ste vi razmišljali? Ja, pač ta vetrovnika, voda se razpršila in poj, ker bo najdla pač en plc, bo pač padla na dno. Aha, in da tam pade dol. Dobro. Rok, pomagaj nam razpihati vse dvome in povej, kaj je pravi odgovor. V oblakih se začne meglica združevati v majhne kapljice. Ko je posamezna kapljica dovolj velika in težka, pa začne padati proti tlom. Če se več kapljic združi v večjo gmoto in postanejo prevelike in pretežke, pa se zaradi zračnega upora najprej sploščijo v obliko hamburgerja, na koncu pa jih raztegne v obliko padala. Na koncu jih zračni upor raztrga na več manjših kapljic, kar se v vetrovniku zgodi praktično v trenutku. Magično, a ne? S tem eksperimentom smo uprizorili hiter nastanek dežnih kapelj. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Pravilen je odgovor C.